Razpis je objavljen, je na naši spletni strani, ki upam, da vsi bodoči Erasmus študente ste jo najdli. Kaj tam najdete? Najdete razpis, navodila za prijavo in kar je za vas zelo pomembno, seznam pogodb za Erasmus študij. Gledati morate pogodbe, ki jih ima pač vaš oddelek sklenjene s tujimi institucijami. In na ta mesta se lahko prijavljate. V sami prijavi lahko določite 3 vaše želje, potem pa pač glede na to, kako so prijave ostalih kandidatov in kakšne so ocene, vas oddelčni koordinatorji ocenijo in vas pač rangirajo. V seznamu pogodb imate tudi trajanje, načeloma večina semestrskih izmenjav, so tudi nekatere, ki so pač že predvidene kot celoletne. Skratka, vedno imate potem napisano število študentov in skupno vsoto mesecev, ki je na posamezni pogodbi dovoljena za prijavo. Vsekakor pa se ne prijavljajte, tudi če so tako omemljive destinacije, na mesta drugih oddelkov. Prijavni obrazec izpolnite preko Visa. Dokazilo o povprečni oceni se bo generiralo avtomatično ob izpisu oziroma, ko boste delali v vašem primeru verjetno PDF. Zdaj, tisti, ki ste študentje prvega letnika in še nimate ocen, prvega letnika druge stopnje, vam pa le priporočam, da ko boste pošiljali koordinatorju vašo prijavo, date še ocene iz prve stopnje, da vas bodo lažje ocenili. Motivacijsko pismo. Skratka, oboje se ocenijo, 0 do 10 točk, ocenijo vas na oddelku. Nekateri oddelki zahtevajo tudi dodatna dokazila, tako da mi smo jih, tisti, ki so nam javili, smo jih zbrali na spletni strani, imate jih pa objavljene tudi na oddelčnih spletnih straneh. Če ste pa v kakšni dilemi, se obrnite na vašega oddelčnega koordinatorja oziroma koordinatorico. Kar je res pomembno je, vi se prijavite preko Visa, tudi naložite pismo, ampak smo pač v tem covidnem času, dajte poslati res vašo prijavo in vaše motivacijsko pismo in morebitno dodatno dokazilo, če se zahteva vašemu oddelčnemu koordinatorju po elektronski pošti. Kdo lahko kandidira? Študent oziroma študentka, ki izpolnjuje osnovne pogoje, torej da imate status študenta, ko ste v tujini, in da imate zaključen prvi letnik prve stopnje. Torej, ko boste na izmenjavi, morate biti najmanj v drugem letniku prve stopnje. Seveda greste komot lahko na izmenjavo v prvem letniku druge stopnje. Obdobje študija je omejeno od 3 do največ 12 mesecev, kar je določeno tudi s pogodbo, ampak nekako realno gre pa za semestrske oziroma celoletne izmenjave, kar pomeni 5 mesecev za en semester, 10 mesecev za celoletno izmenjavo. In dopuščamo tudi možnost, če se s tem strinja tudi tuja institucija, da greste v tujino tudi za 3 mesece za pripravo diplomske, magistrske ali tudi doktorske naloge. Tukaj nimamo napisano, skratka, tudi to je možno. Omejitev, ki jo imate, je, da na študijsko stopnjo niste mobilni več kot 12 mesecev. Se pravi, na prvi stopnji se seštevek vseh mesecev lahko mobilni 12 mesecev, in na drugi stopnji ste lahko mobilni 12 mesecev in na doktoratu ste zopet lahko mobilni 12 mesecev. Zdaj, to je najbolj pomemben rok za vas in tega si prosim, tisti, ki razmišljate o prijavi, res ne smete zamuditi. Do petka 26.2. vključno s tem petkom bo omogočeno izpolnjevanje prijav preko Visa. Po tem datumu ob 23:59 se Vis zapre in prijave več ne bodo možne. Tako da to je za vas najbolj pomemben datum, ki ga ne smete zamuditi. Skratka, potem bomo poslali, seveda pošljite tudi po e-pošti oddelčnemu koordinatorju, vašo prijavo. Potem bojo imeli pa oddelki rok, da nam ocenjene prijave posredujejo do 10.3. Mi bomo potem vaše ocenjene prijave posredovali službi za mednarodno sodelovanje in vas tudi kar začeli že nominirati v tujino. Marec, april. Strani univerze boste pa potem obveščeni po določenem času, da kako je z finančno pomočjo, v bistvu z prijavo za Erasmus štipendijo.
Zdaj, tukaj so že veliko študentje, ki so delili svoje izkušnje, povedali, vi se tekom vaše izmenjave srečate z najmanj 3, lahko pa tudi več nekimi mednarodnimi pisarnami. Srečate se seveda z vašo matično fakulteto, kjer pač naredimo razpis, izbor, nominiramo v tujino, z oddelkom v bistvu potem urejate študijski sporazum in na koncu tudi potrdilo o priznavanju vaših obveznosti. S strani Univerze v Ljubljani, s strani Službe za mednarodno sodelovanje in gospe Erike Bovčina boste obveščeni glede financiranja, glede prijave na finančno pomoč, dobili boste licenco za jezikovno preverjanje in seveda ima univerza tudi obveznost, da poroča o vseh mobilnostih in seveda tudi vi, ko se vrnete iz izmenjave, morate zaključiti vaše poročanje na univerzo. Tuja univerza, ko prejme naše nominacije, vas bo pa obveščala o rokih in načinu prijave, o študiju, o nastanitvah, o možnostih nastanitev, o kontaktih in glede urejanja študijskega sporazuma in seveda vam mora na koncu izdati tudi potrdilo o opravljenih obveznostih. Tako da boste dobivali kar res nekaj pošte z nekih podobnih naslovov, International in potem različne končnice. Bodite pozorni v času, ko pričakujete pošto, ne gledajte tudi nezaželeno pošto, ker se načeloma ta sporočila pošiljajo pač nekim grupam prejemnikov, tako da ne bi zamudili kakšnih pač pomembnih informacij. Poleg vseh teh 3 nekih mednarodnih pisarn oziroma služb za mednarodno sodelovanje, vas bodo verjetno kontaktirali tudi strani različnih študentskih ESN sekcij ali nekega buddy sistema, skratka še dodatno s študentske strani, tako da se bo verjetno pojavila še kakšna mednarodna pisarna. Kako je zdaj v tujini? Ni nekega enotnega roka za prijavo in tudi ni neke standardizirane forme. Kako se boste zdaj prijavljali v tujino, to boste obveščeni strani tuje institucije. In tudi ti njihovi roki so različni, glede na to, kako pač začenjajo študijsko leto. Nekje bolj na severu skandinavske države začenjajo prej, veliko jih začenja tako kot mi z oktobrom, recimo Nemčija začenja letni semester zelo pozno, tako da vsekakor lahko tudi preverite spletne strani in pač načeloma so te neke osnovne informacije že objavljene na spletnih straneh. Zdaj, kdaj pa vi to morate opraviti skladno z razpisom, je pač to možnost že od junija pa potem do konca septembra 2022, seveda pa skladno s študijskim procesom na instituciji gostiteljici, tako da prilagodite se pač njihovem semestru. Kaj je pomembno? Se mi zdi, da to so študentje, ki so predstavljali tudi povedali. Študijski sporazum, ta imenovan Learning Agreement, je pač ta nek dokument, ki se ga morate lotiti, katere vsebine, katere predmete boste v tujini opravljali in vam bodo seveda priznane. Pri nas je pač ta študijski sporazum vezan tudi na izplačilo štipendije. Tako da tukaj bodite pozorni, da imate podpisanega vsaj 10 dni pred odhodom, zato da se lahko zagotovi pravočasno izplačilo Erasmus dotacije in pač teh morebitnih dodatkov. Kaj morate še gledati? Na semester morate pridobiti najmanj kreditnih točk za obveznosti in tudi priznano vam mora biti najmanj 20 kreditnih točk. To je nekako vezano na štipendijo in je tudi neka, bi rekla, prisila, da se seveda to, kar vi v tujini res opravljate, da ne delate dvojnega dela, ampak da nadomesti obveznosti, ki jih imate na domači instituciji. Je pa nekako realno tako, da vi pripravite študijski sporazum in ga boste verjetno vsaj enkrat še spreminjali načeloma ali po prihodu v tujino, ko boste videli, kaj je možno, ali boste imeli mogoče bolj zanimive vsebine, ali pa se bo izkazalo, da se nekaj, kar ste predvideli, ne bo upravljalo. Skratka, ni problema, je pač nekaj dela, je pa res, da vi pač boste verjetno to prvi študijski sporazum delali toliko naprej, da bo do kakšnih sprememb zagotovo še prihajalo.
lahko pri tem pripravljate diplomsko, magistrsko ali doktorsko delo, če je temu tako, pripravite načrt dela, ki ga boste opravili v tujini, potrdi ga mentor. Zdaj mi imamo nek res inštrukcijski rok, in si želimo tudi zato, da vi veste, kaj boste študirali v tujini, da pa te spremembe na študijskem sporazumu nekje naredite najkasneje en mesec po odhodu v tujino, tudi zaradi tega, da pač lahko potem hodite na predavanja in lepo opravite obveznosti, ki ste jih predvideli. Kako je s financami? To je sigurno pomemben del pač Erasmus izmenjave. Zdaj, vi boste sredstva prejeli 80% vnaprej za vse predvidene mesece in 20% po povratku, ker imate na začetku verjetno največje stroške, ker morate morda plačati neko najemnino za mesece vnaprej, tako da to je neka dinamika izplačila. Zdaj, tukaj imate napisane zneske, ki so po državah, od kako so pač drage določene, to je ta osnovna Erasmus štipendija. Kot vidite, je tudi Velika Britanija še v seznamu, zaradi tega, ker je to financiranje še iz denarja, iz preteklih razpisnih let, ki nam je ostal zaradi covidne situacije in velja, da pač da sredstva, ki smo jih pridobili preden je Velika Britanija izstopila iz EU povezave, se še lahko delijo. Tako da ostaja v tem razpisu, verjetno pa da zadnjič, tudi še Velika Britanija s tistimi oddelki, ki imate pogodbe. Potem je še dodatek javnega sklada. Zdaj, glede na to, da se koristijo sredstva iz preteklih let, sta tukaj gor napisana tudi dva različna zneska, se pravi 27,97 in 40,69, odvisno iz katerega projekta bo financiranje. Za samo leto 2021 še niti ni razpisana, niti še ni znana višina, je pa to malo drugačne v bistvu omejitve in je le za prvo in drugo stopnjo in je pač omejitev, da so upravičeni študentje do 27. leta starosti, ampak se ne gleda čas, koliko ste stari vi, ko zdaj študirate, ampak se gleda čas vpisa na to stopnjo, v okviru katere greste na izmenjavo. In načeloma je vezano na pač državljanstvo oziroma prebivališče v Republiki Sloveniji in tudi temi dodatnimi parametri, načeloma ali se v Sloveniji plačujejo davki ali ne, skratka, če bi morda bili v zagati v zvezi s tem, vam bo Erika to vedela zelo natančno pojasniti. Potem je še dodatek za študentke in študente socialno šibkejših okolij. Višina spodbude je 200 evrov mesečno in do nje so upravičeni študentke in študenti, kateri sami ali pa člani skupnega gospodinjstva prejemajo enega od teh naštetih spodaj socialnih transferjev, se pravi državno štipendijo, otroški dodatek, izredno socialno denarno pomoč, varstveni dodatek ali dodatek za velike družine, tako da se v bistvu potem ta štipendija nekako lahko sešteva, osnovna Erasmus štipendija, ta dodatek, dodatek javnega sklada. Potem je pa ena od naših študentk tudi omenila, da je tudi prejemala dodatek za študentke in študente s posebnimi potrebami. To je v bistvu za vse tiste študente namenjene, ki pač neke te izkazano imate posebne potrebe. Univerza bo vse študente, ki so prijavljeni, obvestila o tej možnosti, načeloma pa poteka nekako tako, da vi ovrednotite vaše stroške, ki bi jih v tujini imeli, in potem dobite lahko ta še četrti dodatek, ki ga potrebujete, da uspešno greste v tujino in tam študirate. COVID-19, upam, da ga bomo zadnjič danes tukaj omenili, trenutno velja, da so študentke in študenti upravičeni do finančne pomoči, če so v tujini. Torej, tudi če tam poteka študij na daljavo, in ste vi v tujini, je to možno. Vkolikor sploh ne bi šli v tujino, dobite tako imenovano zero grant pogodbo, skratka, in ne prejmete finančne pomoči, ker delate na daljavo. Zdaj, študenti, ki so se znašli lansko leto v tej situaciji, so seveda večinoma v tujini že bili in so tudi
stroške že imeli tudi za več mesecev za plačilo namestitev, tako da tukaj je bila sprejeta odločitev Nacionalne agencije, da so obdržali svojo štipendijo, ker so pač študij prekinili in potem ali se potem kasneje vrnili ali ga pa tudi potem zaključili, ko so se nadaljavo, ko so se vrnili domov. Ampak kot je rečeno, tukaj načeloma je do sedaj še vedno veljalo, da se gre naproti študentkam in študentom, sploh v teh izrednih situacijah, da nekako se gleda predvsem na to. Kaj boste še dobili, preden boste šli na izmenjavo, boste morali narediti še OLS jezikovni preizkus in na podlagi tega vam bo lahko potem ponujen tudi spletni tečaj na višjem nivoju, skratka dobili boste licenco za opravljanje tega jezikovnega preizkusa. Ne se bati, vi boste določili, za kateri jezik želite, in boste strani univerze dobili povezavo in rešili preizkus. Zdaj, če boste to dosti malo naredili, vam lahko velja tudi kot dokazilo o znanju tujega jezika, ko se boste vpisovali na tujo univerzo. Je pa to obvezno za vse, razen za naravne govorce tujih jezikov. Zdaj, v tem so študenti, ki so predstavljali svojo izmenjavo, kar veliko govorili, skratka, ta psihološki vidik izmenjave, začetek pa potem kakšna kriza, ampak govorili so pa tudi o tem, se pravi, da ni samo en vrh in en, kako se temu reče, ena depresija, ampak načeloma je neka taka krivulja, ki se ponovi tudi, ko pridete domov. Zdaj, veliko je bilo tega rečeno strani študentov, jaz se tukaj ne bi več kot toliko ustavila, bolj v smislu tega, da te občutki, ki jih imate tekom izmenjave, so normalni in jih večina vsaj v nekih niansah doživlja. In velja morda tudi to, kar je Jakob rekel, da se srečate mogoče prvič sami s sabo, nekje daleč od vseh ožjega vašega podpornega kroga in tudi na ta način spoznate sebe. In tudi to je bilo rečeno, da se vam veliko zgodi, ko ste v tujini in nekako ne morete tega tako zelo dobro razložiti vašim prijateljem, staršem, bližnjim, ker to je bila neka vaša izkušnja, tako da se potem tudi traja nekaj časa, da se navadite na domače okolje, domač študij. Vsekakor pač vas nekako Erasmus vam pusti posledice, večinoma pozitivne, upamo. Skratka, pač zakaj se vse to dogaja? Jezik, morda tisti, ki ne študirate jezikov, boste mogoče se pač prvič našli v situaciji, da se pač izražate in pišete v tujem jeziku, potem pač ta socialni vidik, ne posplošujte, ne stereotipizirajte. V večini primerov pač drži, da boste spoznavali ljudi iz tako imenovanega Erasmus mehurčka, pa to še ni bilo mišljeno v covidnem smislu, ampak da se pridete za neko določeno obdobje v tujino, organizirane so različne aktivnosti, vsi ste na podobni, brez socialne mreže in se družite, tako da načeloma boste mogoče prišli iz Francije s kakšnimi novimi znanstvi, ki bodo morda iz Finske pa iz Španije, mogoče ne boste toliko Francozov spoznali. Emocionalni vidik, tako se morda pač najdete na tisti spodnji krivulji, da imate malce domotožja, lastno socialno mrežo. Je pa res, da pač s temi novimi tehnologijami in tudi z izkušnjo, ki jo imamo, smo tudi zdaj že dosti bili zaprti, mogoče tudi to ne bo tako zelo težko, kot je bilo pač morda prejšnjim situacijam. Akademska izkušnja je lahko tudi drugačna, lahko je drugačen stil poučevanja, drugačen stil izpitov, drugačna komunikacija s profesorji, ali bolj formalna, manj formalna, kot ste navajeni, pač tle pa nas na Filozofski, kaj je dovoljeno, kaj ni zaželeno. Načeloma velja, da delajte tako, kot delajo domači študenti,
Imeli smo že pač različne izkušnje, nekje je dovoljeno, da se je v predavalnicah, nekje je to zelo nezaželjeno in se šteje, da ste zelo nesramni, če to počnete, a ne. Skratka, pogledajte okrog sebe, kako se obnašajo domače študente in jim pač sledite, a ne. O tem smo tudi govorili, ne, študenti so rekli, da jim je zelo hitro minila ta izmenjava. Če boste šli na izmenjavo v prvem semestru in boste nekako si želeli podaljšati, zdaj v zadnjih letih je to vedno bilo sredstev dovolj za to podaljšanje, strinjati se, pač vi se morate strinjati se mora vaš oddelek in seveda tuja institucija in seveda morate zadovoljiti pogoju, da boste imeli tudi v naslednjem semestru 20 kreditov, ki jih boste lahko opravili v tujini in vam bodo tudi priznani, vkolikor bo temu tako, boste lahko prosili tudi za podaljšanje in v bistvu tudi zdaj v tem nenavadnem času, kot je zdaj, je bilo nekaj prošenj študentov, ki so podaljšali svojo izmenjavo zdaj iz zimskega še na letni semester, kar nas je v bistvu veselilo, ker to pomeni, da je bila pač, da je izmenjava tudi v teh nenavadnih razmerah vseeno za kakšne študente, a ne, tako dobra izkušnja, da si želijo podaljšati še za en semester. Ko pridete domov, seveda ne morate vse spustiti z rok, a ne, ker imate v bistvu še obveznosti, skratka, morate uveljavljati vaše upravljene obveznosti, da se vam vpišejo tudi v vaš elektronski indeks, in potem ta obrazec o potrdilo o priznanih kreditnih točkah boste morali naložiti tudi na spletno aplikacijo univerze. Jaz moram reči, da v zadnjih letih prav grozno zelo veliko problemov s tem nimamo, tudi seveda ne na naši fakulteti in priznavanje načeloma se mi zdi, da poteka kar v redu, je pa res, da pač se morda tekom izmenjave je kaj potrebno še prilagoditi študijski sporazum, da naredite spremembe. Kaj je še za vas pomembno, ki ste dvopredmetni oziroma dvodisciplinarni študenti, a ne? Vi ste pač upravičeni do nekega dodatnega podaljšanja statusa iz opravičljivih razlogov, če pač se izkaže, da vi vaše druge študijske smeri potem niste mogli v tujini opravljati in to ni enako kot ponovni vpis. Prošnja se odda do nekega določenega roka vsako leto preko VIS-a in vkolikor pač je temu tako in to obrazložite, načeloma so takšne prošnje odobrene. Seveda morate zaključiti vaše poročanje tudi na strani do univerze za štipendijo, skratka morate načeloma naložiti potrdilo o trajanju vaše izmenjave, morate naložiti ocene, ki ste jih pridobili v tujini, morate naložiti še potrdilo, da so vam te obveznosti bile priznane in potem se pa vaša štipendija poračuna na, mi sicer govorimo o mesecih Erasmus izmenjave, ampak konkretno se vam bo pa poračunala potem na dneve, ko ste bili v tujini, torej če boste recimo 4 mesece pa 26 dni, a ne bo poračun narejen za 4 mesece in 26 dni, tako da vas to ne bo presenetilo. Zdaj, zakaj na izmenjavo? Mislim, da ste večino razlogov že slišali strani študentk in študenta. Mogoče bi vas jaz pravzaprav opozorila še na to, a ne, da tekom teh vaše izmenjave, a ne, morda dobite nek uvid in si v vašo prihodnost, a ne, in lažje se znajdete, pridobite mehke veščine, a ne, in je fajn, da to v bistvu tudi ozavestite, ko boste potem iskali zaposlitev po zaključku študija, ne. Kaj ste na tej izmenjavi pridobili, poleg teh študijskih izkušenj, tudi te neke mehke veščine, da se znajdete, da ste vajeni biti v nekem medkulturnem okolju, a ne, da ste pač mobilni, da vam ni problem reševati probleme, da se znajdete v nepredvidljivih situacijah, takšne stvari, a ne. Seveda tudi to, da ste pač, a ne, dobite neko pripadnost širšemu kulturnemu okolju, a ne, da kakšni boste tudi morda srečali partnerja vašega življenjskega na izmenjavi. Skratka, da vas ta izmenjava
obogati na različnih načinov. Mislim, da so v teh predstavitvah, ki smo jih tokrat postavili na prvo mesto, to študentke in študenti zelo dobro opisali, kako so se spremenili, kaj so pridobili, ne samo študijsko, ampak tudi osebnostno in tudi neke kakšne veščine so pridobili s tem, ko so pač šli na to Erasmus pot. Predvsem, morda res je dobro res, da tudi pač imate tukaj, ko greste na Erasmus, imate to podporno mrežo, nas, ki to delamo, mene, Erike, vaših oddelčnih koordinatorjev, pa tudi pač koordinatorjev, ki vas bodo prevzeli, ko ste na tuji instituciji. Tako da mislim, da jaz to počnem že 20 let, da nekih grozno negativnih zadev, izkušenj nismo imeli, da vedno se situacije, ki so nepredvidljive, pač rešujejo v korist študenta, tako da pač obstaja neka ta varnostna mreža, ki je mogoče potem kasneje v življenju ni več, ali pa vsaj ni v taki obliki, tako da mogoče je fajn, da tudi to veste in greste mogoče malo lažje na to Erasmus pot. Na univerzi boste komunicirali z Eriko, ki je tudi danes tukaj z nami, in če imate kakršnakoli vprašanja, kar napišite tamle v chat, pa bo Erika vam z veseljem odgovorila. Institucionalni koordinator na univerzi je gospa Bibi Ovaska-Prisetnik. Oddelčni koordinator je profesor oziroma profesorica, ki je na oddelku odgovorna za mednarodno sodelovanje. Vkolikor tega ne bi vedeli, najdete seznam na naši spletni strani. Fakultetni koordinator sem jaz, imamo seveda tudi sodelavko Tjašo, ki je tudi moj co-host. Načeloma bom pa za odhodne študente večinoma probala komunicirati jaz z vami. Kaj naj vam rečem, tisti, ki ste z nami ostali do konca, prijavite se in mi vam želimo uspešen študij. Ne razmišljajte preveč, kaj bo takrat, ko boste šli, kakšna bo situacija. Tudi tukaj smo fleksibilni v teh nenavadnih časih. Če bo pač grozno slaba, vedno lahko odpoveste izmenjavo. Skratka, prijavite se, poglejte destinacijo, oddajte prijavo in pogumno na to pot. Zdaj bomo še ostali z vami, ker vas je kar nekaj, bi v bistvu bilo najbolj fajn, da pogledamo, da napišete vprašanja v klepet in jih bomo potem, bom jaz probala odgovoriti ali pa Erika.